Dobrodošli na še en čudovit podcast iz Božje besede, ki transformira naša življenja. Govorimo o Božji ljubezni, v odnosu z Bogom. In fokusirani smo na najboljšo stvar. Pogledali smo si, da smo mi najboljša stvar, ki se je zgodila Bogu. Pogledali smo si, da je evangelij najboljša stvar, ki se je nam zgodila. In danes si pogledamo najboljšo svadbo, najboljšo zabavo, najboljši žur. V Lukatu 14:13. Nasprotno, kadar prireješ gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob ustajenju pravičnih. Ko je to slišal nekdo izmed tistih, ki so sedeli pri mizi, mu je rekel: blagor tistemu, ki bo obedoval v Božjem kraljestvu. On pa mu je rekel: neki človek je priredil veliko večerjo in jih je mnogo povabil nanjo. Ko je bil čas za večerjo, je poslal svojega služabnika povabljenim povedati, naj pridejo, ker je že vse pripravljeno. Vsi pa so se začeli v en glas opravičevati. Prvi mu je rekel: njivo sem kupil in si jo moram iti ogledati. Prosim te, imej me za opravičenega. Drugi je dejal: 5 jarmov volov sem kupil in jih grem preizkusiti. Prosim te, imej me za opravičenega. Spet drugi mu je rekel: oženil sem se in zato ne morem priti. Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodarju. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in dejal svojemu služabniku: pojdi brž na mestne ceste in ulice in pripelji sem uboge in pohabljene, slepe in hrome. Služabnik je rekel gospodarju: gospod, zgodilo se je, kar si naročil, in še je prostor. Tedaj je gospodar rekel služabniku: pojdi na pota in vzdolž ograj in prisili ljudi, naj vstopijo, da se napolni moja hiša. Kajti povem vam, noben izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje. Zanimivo, kakšna svadba, vse je pripravljeno in ljudje imajo toliko izgovorov. Če bi ljudje vedeli, kakšna je to svadba, kakšen je to žur, kakšna gostija je to, bi vse pustili pa prišli. Če si glih oženil, pripelj svojo ženo. Če si glih kupil njivo, še unga prodajalca pripelj. Ma kjerkoli si, pridite vsi skupaj na ta žur. In če v petki zvečer, če rabaš žur, in dosti ljudi hoče nekam iti v petek zvečer, prid na Zaloško 54 ob 6 v Ljubljano na večerjo. Lahko priješ, pač na tem citatu smo zgradili večerjo, gostija. Prid, jej in pij skupaj z Božjim ljudstvom. Lahko se ti Bog razdane, če ga še ne poznaš. Lahko boš srečal ljudi, ki ga poznajo, in boš en korak bližje, boš videl, kako to izgleda. Slišal boš dobre življenjske zgodbe in imel se boš super. In ni slabšega, kakor če je vse pripravljeno, pa noben noče priti. In ta gospodar tukaj pravi: pojdi, prisili ljudi, da pridejo. Včasih prehitro obupamo. Hočeš nekoga povabiti, daj ga še povabi. Ne obupati. Koliko hitro bomo obupali? A je še prostor za koga, da lahko pride? A imamo še prostor? Imamo, haleluja. Če ne, ga bomo pa naredili, haleluja. Enkrat je ena novinarska TV hiša slučajno prišla v eno cerkev in so glih posneli človeka, ki je spregledal, ki je bil slep. In kaj se je zgodilo? Vsi so prihajali v cerkev, tako da je cerkev mogla prepovedati vernikom, da hodijo. Vsak dan so imeli srečanja in so rekli: dajmo prostor najprej tem, ki ne poznajo Jezusa. In to pomeni, da je prostor poln. Naj se napolni vsaka hiša Boga v tem narodu, haleluja. Povabimo ljudi na gostijo z Jezusom. Ko človek pride med Božje ljudstvo, bi se mogel duhovno toliko najesti in napiti, da nikamor več drugam ne bi hotel. Haleluja. Prisili ljudi, da pride v Božje kraljestvo. Bote blagoslovljeni.